večer. Zdrav vsem, ki ste prišli na to srečanje. Na ta večer posvečen pokojnemu doktorju Andreju Capudru. Posebej pozdravljam gospo Majdo, ki tudi prišla. In seveda vse vas ostale, ki take imenitne goste, pa ne bom našteval vsakega posebej. Torej večer posvečen doktorju Capudru, pesniku, pisatelju, prevajalcu, politiku, družinskemu očetu, katoliškemu izobražencu. Morda je ta zadnja oznaka najbolj natančna in najbolj jasno pove, zakaj smo se zbrali v okviru Društva katoliških izobražencev. O meni sta dr. Edi Kovač in dr. Igor Škamperle. Skupaj bomo poskušali obuditi spomin na pokojnega Andreja, na katoliškega izobraženca z veliko začetnico. Jaz bom uvodoma predstavil nekaj citatov, ki naj izrišejo podobo doktorja Capudra in prebudijo spomin nanj. Dr. Kovač bo, če se prav razumel, govoril o Andreju kot filozofu, dr. Škamperle pa o njegovem esejističnem delu, seveda predvsem. To moje mesto bi moral morda zasesti kdo drug med vami, ki je pokojnega Andreja sam osebno in bolje kot jaz poznal. Z njim sem imel le malo stikov, še največ v zadnjih letih, ko sem z njim opravil 2 intervjuje, enega javnega, ustnega, v knjižnici Škofijske klasične gimnazije leta 15 in drugega jeseni 2017 ob njegovi 75-letnici za revijo Zvon. Ta zadnji intervju sem naslovil z Apolinerovimi besedami, ki jih je v intervjuju Capuder sam navajal. Dnevi odhajajo, jaz pa ostajam, trajam. Zdi se mi, da je bil in je ta naslov res močno sporočilen. Še posebej, če pomislimo, da je gospod Andrej prej kot v enem letu po najnem intervjuju 22. augusta 2018 odšel delati družbo Danteju. Res dnevi odhajajo, on pa kar traja. Ne samo med nami, v našem omejenem spominu, traja tudi njegovo delo kot dragocena dediščina v zakladnici slovenske kulture, traja tudi v absolutnem smislu. Tako verujemo. Kdo je bil dr. Capuder? Bil je prevajalec božanske komedije, to takoj vsi vemo. Prva asociacija ob njem je božanska komedija. Pesnik in pisatelj, morda kot pisatelj malo manj znan, čeprav mislim, da je to morda neupravičeno. Tukaj imamo njegova dela, vsaj 4 pomembni romani so išli izpod njegove roke. Bil je profesor na filozofski fakulteti, bil je minister za kulturo v prvi slovenski vladi. Zanimivo, minister, ki je s citiranjem znanega Benediktovega reka Orad Labora izzval slovensko liberalno srednjo. Bil je diplomat v Parizu in Rimu, pisec esejev in dnevniških zapisov in tako dalje. Bil je katoliški izobraženec, bil je član tega društva. Bil je poročen, z ženo Majdo imata 3 otroke, 3 hčere. Sicer pa naj o sebi, kar sam spregovori, prebral bom nekaj njegovih misli, ki jih je povedal v intervjuju za Zvon, ki sem ga že omenil. Nato pa bosta o njem spregovorila še moja sogovornika, ki doktorja Capudra bistveno bolje poznate kot jaz. Takole pravi samo sebi. Na vprašanje, kdo je. Sem človek med da in ne. Vsem velikim izbiram v svojem življenju sem najprej rekel ne. Ne, sem rekel vsem svojim velikim izbiram, ki so me naredili za profesorja, za pisatelja, za prevajalca, za politika, za ambasadorja, za družinskega očeta. Nisem hotel biti profesor, ker je bil to moj oče in sem postal. Nisem hotel iti na univerzo,
ker se mi je zdela brezvezna in sem šel. Nisem hotel delati doktorata, pa sem ga moral. Nisem hotel iti v politiko, pa je prišlo leto 90 in osamosvojitev Slovenije in sem šel. Nisem hotel iti v tujino, pa so mi ponudili Pariz dvakrat in v drugo sem sprejel. Ko sem prišel domov, sem rekel, nikdar več po svetu. Pa sem obljubo po 7 letih snedel in sem šel v Rim. Skratka, bolj klasičnega lopova v tem prerekanju med da in ne bi težko našli. Tako domislen je bil zelo pogosto. O svojem očetu pravi takole. Niti za trenutek ni verjel, da bo Hitler zmagal. Tudi ob tragičnih dogodkih na Slovenskem se ni dal povleči ne v ta, ne v oni tabor. Oboje, tako partizani kot domobranci, smo bili prenapeti. Pač zdrava kmečka pamet, ki jo je kot profesor ohranil vse življenje. Raje je rojeval otroke, 5 nas je bilo, kar je najtišja in najbolj zanesljiva zmaga v tem svetu in morda tudi na onem. O svoji primarni družini pravi takole. V naši družini, ki je bila katoliško in tradicionalno usmerjena, sem se varno počutil, kljub temu, da sem zrasel v neke vrste getu, ki ga je ustvarjala povojna oblast in da smo ob 2 profesorskih plačah tukaj porno živeli. A tisto, kar mi je manjkalo v stvarnem, sem si nadomestil v imaginarnem svetu. Ob vsej svoji radoživosti sem bil tudi izreden sanjač. Spominjam se, kako nas je oče nekoč vodil iz Bohinja preko Komarča na Sedmera jezera in sem vso dolgo pot prehodil zatopljen v sanje, ne da bi vedel, kod hodim in kam grem. Ta lastnost mi je ostala. O Danteju in njegovi božanski komediji pravi takole. Danes, ko gledam nazaj na tista mladeniška leta, v prevaju je nekako od 20. do 30. leta svoje starosti, gromozansko delo in sploh za takega mladega človeka je res občudovanja vredno. Torej, ko gledam nazaj na tista mladeniška leta, me vse bolj preveva hvaležnost o umetniški lepoti in visokem stilu tega teksta, ki zanj lahko rečem, da je bil moja prava univerza. Marsikateri Dantejev verz me zasleduje še danes, morda bi ga lahko bolje prevedel, vsekakor pa ga danes bolje razumem. Lahko bi rekel, da ob njem zorim še naprej in temu še ni videti konca. O vzdušju na filozofski fakulteti, ker je bil profesor. Povojni režim še zdaleč ni tako obvladal filozofske fakultete, kot si je želel in upal. Poleg nekaterih zadrtih komunistov je bila tam večina na silo preoblečenih rdečih, ki pa so ohranili svoje humanistično prepričanje in so dali dihati tudi drugače mislečim, med katerimi sem bil tudi jaz. S svojim Dantejem v torbi, ki je imponiral mnogim, denimo Pirjevcu, Kosu, Jermanu, da o romanistih in klasičnih filologih ne govorim. Celo Vidmar me je cenil. O modernizmu. Slovenski modernizem je po koncu druge svetovne vojne nastal iz zadrege, raje rečem iz zadrge, v katero je pesnika ujela socrealistična prisila. Ker se nismo upali povedati naravnost, smo se reševali v prispodobe, ki pa so na koncu postale same sebi namen. V slehernem modernizmu je treba videti izpraznjenost nekega prvotnega mita, ki je v usihanju življenjske energije prešel v formalizem in estetsko prisilo. O nagradah. No, kljub njegovemu izrednemu opusu na spletu je navedenih 162 njegovih bibliografskih enot. Med podeljevalci nagrad ni bil udeležen velike pozornosti. Prejel je sicer Sovretovo nagrado za prevod komedije in Rožančevo nagrado za povest o knjigah.
A Prešernove, ki bi si jo vsekakor zaslužil, ni bil deležen. O tem pravi takole. Po nagradah ne smete soditi človeka, čeprav vsakemu, ki veliko dela, tudi priznanja ne morejo škoditi. Jaz sem jih dobil malo, zelo malo. Dante je šele po smrti doživel pravo priznanje. Do takrat pa so ga tešili prav po antičnem vzoru, zvezde na nebu in premišljevanje o najmilejših resnicah. O cerkvi. V Evropi in v zahodnem svetu nasploh smo priče nezadržnemu izpraznjenju krščanskega mita. Naša tradicionalna religija je v upadu, ne glede na dejstvo, da ostaja religiozna žeja nepotešena. Kaj ne storimo, da hkrati s posteljico ne bi vrgli na smeti tudi dojenčka? Predvsem je treba dojenčke imeti, ne pa zvračati svoje čustvene lakote na pse in druge domače živali. Osebno sem pristaš Teilhardta de Chardina, ki nam je ponujal vizijo razvojnega kozmičnega Kristusa in iz materije izvajal princip poboževanja, ki nas približuje končni točki omega. Cerkev je to Chardinovo vizijo odklonila, a se bo bržčas še vrnila k njej. Upam, da ne bo prepozna. Namesto dinamične vere še vedno pristajamo na statične. O Udbi, bil je trn v peti nekdanjemu režimu, to vsi dobro vemo. Jaz sem šel gledat v evidenco nadzorovanih oseb Uprave državne varnosti, javno je dostopna na spletu, in takole piše. Capuder Andrej pod številko 15248, leto uvedbe osebnega doseja 1978, število posnetkov 206. No, za primerjavo lahko rečemo recimo France Pibernik 50, Alojzij Turk 189, France Bučar nič, Javoršek Jože 177, Cuderman Vinko 75 in tako dalje. Torej je bil kar po teh prisluhih kar na visokem nivoju, bi lahko rekli. Ob tem pa takole komentira. Nimam se za disidenta, čeprav bi po zanimanju Udbe za mojo osebo lahko tudi bil. To zanimanje je verjetno poraslo ob mojem druženju s Kocbekom, z ustanovitvijo celovškega zvona, kjer nas je Vinko Ošlak zbiral, ta je bil tudi sumljiv. A obiska ali nadlegovanja z te strani nisem imel nobenega. Predvsem zato, ker sem vedno govoril brez dlake na jeziku. Predvsem pa zaradi moje intimne filozofije, ki se hrani iz paradoksa. Temu pa Udba preprosto ni bila kos. Vse še samega sebe presenečam, kako ne bi drugih. Naj še enkrat citiram stavek iz Biča in vrtavke mojega literarnega prvenca, s katerim sem zasloval. Nobena spovednica naj ne mara, ne desna, ne leva, enkrat zaradi kontracepcije, drugič zaradi kontrarevolucije. Vselej je tu nekakšen kontravmes. O svojem ministrovanju pravi takole. In tako sem se znašel kot minister za kulturo v prvi vladi samostojne Slovenije, ki je načeloval krščanski demokrat. Ta avantura je trajala 2 leti, nato pa so nas podkopali od znotraj. Bilo je kratko upanje njih celo, ki še temnejšo noč stori, ko ugasne, je pomeljivo zapel že Prešeren. Svoj mandat sem komaj začel, ko so že proti meni sklicali kulturni zbor, kjer je sodelovala vsa kulturniška levica in vendar sem hotel vsem samo dobro. Edino denarja je bilo bolj malo, apetitov in starih privilegijev pa na kupe. Politično smo bili skoraj vsi iz prve vlade diletanti. Nasproti pa smo imeli fronto starih in mladih izurjenih politikov leve provenience, ki so se v prvih uspehih Demosa sicer potuhnili, a kmalu na to udarili na veliki zvon,
Potegavščina za OF se je ponovila. In morda še o slovenski kulturi. Slovenski kulturi se je pred in po mojem mandatu dovolj dobro pisalo in dobro kaže še naprej. Problem pa je kvaliteta, ki jo po mojem mišljenju hočeš nočeš ubijajo številne dotacije, saj ker kultura postaja državna, smo vsi geniji in slabo se piše tistemu, ki v to ne verjame. Ubija nas naša lastna samohvala, kjer pa odločno manjka kritike in zdrave tekmovalnosti. Levstika bi danes nabili na kol in še koga. Naj povem primer iz lastne izkušnje. Karkoli, kdo danes zine in napiše, je že esej. Ta najbolj redka in zahtevna umetniška oblika. To je tako, kot bi bila že vsaka voda cviček. In čisto za konec še o delovnih načrtih. Leta 1917 sem ga vprašal, kaj načrtuje. Načrtu imam še 2 knjigi, zbirko kolumn, ki sem jih zadnja leta pisal za Demokracijo, in pa izbor sonetov, s katerimi si lajšam pot na oni svet. Obesili mi jih bodo lahko na eno stran oslovskega sedla, na drugi strani pa jih bo uravnotežila krsta ali žara z mojim pepelom. In morda se bo našel kdo, ki bo rekel, Bog ve, ali se mu je upanje izpolnilo. Zaenkrat hvala, besedo predajam doktorju Vidiju. Ja, tako zbrano smo poslušali, ne? Kako da bi bili v cerkvi, kajti naš prijatelj, bom rekel, ne? Andrej Capuder je bil izjemen človek. Tukaj se bom upravičil gospoda akademiku Kajetanu Kantarju, kajti Andrej Capuder je rad povedal, da si želi, da bi on imel napis na grobo, ni bil nič v življenju, tudi akademik. Ne? No in kaj dobo zaradi Ignacija Fridljac, je bila predsednica komisije, nagrado za povest o knjigah, je rekel, kako škoda, da sem dobil priznanje, zdaj se moram pa temu napisu odreči. No, ampak, bi rekel, ta njegov jedek humor izraža izjemnega, svobodnega človeka. In te svobode mu nišče ne mogo vzeti, nobena inštitucija, ne državna, ne kulturna, pa tudi cerkvena ne. On je tukaj, ne da bi vedel, je bil zelo podoben Berdjajevu, seveda tudi Bergsonu, na to bom prišel. Berdjajev je dejal, da je bogopodobnost, da smo ljudje bogopodobni zaradi svobode. In da Bog ni hotel, da ne bi človek bil njemu podoben, zato mu je pustil celo svobodo, da se od njega odvrne. No, vsekakor je on gojil to svobodo in si je ni dal vzeti. In se mi zdi, da tista rdeča nit, kako je uveljavljal to svobodo, na to bom prišel, je vsekakor njegov smisel za humor. Njegov smisel za humor, ki izraža izjemno inteligenco, izjemno pronicljivost, hkrati pa ustvarja neko distanco, se pravi neko razdaljo, in se mi zdi njegov humor izrazi tega tako globok, ker ga gleda iz resnično izdaljave, se pravi iz večnostne razdalje. In ker gledal stvari tudi samo, na to prišel je bil tudi sam mistik, zaradi tega se mu je zdelo marsikaj tako smešno v našem življenju, celo v njegovem življenju, in zaradi tega se je tako rad pohecal, ponorčeval ali dal kakšen dotip. No, kot je rekel moj prehodnik, profesor Jože Korinčič, ki ga je prebral, on je bil sposoben reči ne.
Vemo, da po Nietzscheju, če beremo tako delo Zaratustra, je to metamorfoza duha, da nekdo se izgarača iz kamile, prelevi v leva in šele takrat, ko je garal, ko je ogromno vedel, nastopi tisti trenutek svobode, ko lahko komu reče ne. In se mi zdi, da je naš Andrej Zapuder bil tisti garač, delovni človek, ni se ustrašil nobenega testa, nobenega misleca, ampak potem je bil kakor lev in tukaj bi ga človeka primerjal z Judom, naslednikom očaka Jakoba, ki se je bojeval z levom in to bi rekel to levjo ali aristokratsko dostojanstvo duha, aristokracijo duha, da je bil sposoben vsakemu reči ne, vsakemu kralju, vsakemu vladarju, to je ohranil on do konca dni. Seveda moram reči, da sem ga sam spoznal prvič, ne boste verjeli, na uredništvu in sicer ne revije 2000, tudi ne Celovškega zvona, takrat ga še ni bilo, ampak na sestanku revije Znamenje, ker je objavljal tam poezijo. No in takrat sem mu čestital za Rebulovo pohvalo njegovega prve objave njegovega prevoda, tukaj je Božanske komedije, no in potem reče, ja, ampak Rebula me je preveč hvalila, ne. Se pravi, že takrat, kljub temu, da je garal, da je izjemno delal, ni hotel sam sebe jemati preveč resno in že takrat sem se čudil, da je tako samokritičen. No, seveda, potem sva se še srečevala ob drugih takih kulturnih prilikah, tudi teološkim tečaju, ampak prijatelja pa prav sva postala v Parizu, ko je bil prvi veleposlanik Republike Slovenije v Franciji. In takrat sem občudoval njegovo inteligenco, kako je znal zasoliti predsedniku Mitterrandu. Mu je rekel takšen zagonetno stavek, da ga potem Mitterrand prišel vprašati, kaj je tisto mislil. Se pravi, znal je znemiriti. On je rekel, veš, poslušajte ljudje primerno velikosti tvoje države. Se pravi, jaz jim ne moram tam odpredavati. Ampak kak stavek je povedal in kamorkoli prišel je znemirjal ljudi. Se pravi, on meni razgrnil, da celo v diplomaciji ali politiki si lahko literat, poet in zaradi tega uspešen. No, tukaj je prijatelj Jože prinesel tale njegov pariški dnevnik, ki mogoče bil preveč neopazen. Ne zvemo toliko o diplomaciji, koliko zvemo ogromno o francoski kulturi, ki jo je sam nosil v sebi. No in seveda tu sta bila dva francoska misleca, ki sta ga posebej zaznamovala. To je bil Théâtre Chardin, ki ga je Jože iz tega intervjuja omenil. Gre za to, da je Andrej Zapuder bil strašno globok vernik in da je verjel, da je duh na delu tudi na kužah, tudi v mineralih povsod in da mu je to dajalo upanje. Kajti vemo, da je Théâtre Chardin pisal pred drugo svetovno vojno in tudi med vojno in da je imel hudo občutje tragičnosti. No tudi Andrej Zapuder je bil blizu ta občutek tragičnosti po Unamunu, zato ga je tudi rad predstavljal. Ampak Théâtre Chardin mu je pa odprl vizijo, da lahko, kot je rekel sveti Pavel, upa proti upanju. In ker upa proti upanju, ker je bilo to upanje tako močno, da je duh na delu, da potujemo proti točki omega, kljub vsemu se znal najhujšim stvarem ali pa najbolj banalnim stvarem
nasmehniti. No, mimo glede, kako je bil duhovita, naš gospod akademik Katan Kantar ve, kako so se morali kristjani odrezati, da so bili izvoljeni za docenta, profesore in tako naprej, ampak Zapudru je manjkalo potrdilo, da je družbeno-politični dejavn in zato ni mogel biti docent. In bi rekel, in potem sem se dal izvoliti za predsednika hišnega sveta, ker sem predložil potrdilo, da sem družbeno dejavn. Se pravi, kakšna je iskrivost, se mi zdi tudi sprejemanje danosti, ampak s hudomušnostjo, z velikim nasmehom. No in se mi zdi, bil je tudi pojav človeka in Božje okolje je čudovito prevedel, bere se zelo lepo. Tukaj nisem soglašal z Antonom Strletom, ki mu nekoliko prevod popravljal. Sem se rekel, kaj mene briga, če je točen prevod, če pa z tega to še manj ne razumem. Takrat nisem bral v francoščini. Se pravi, in to se mi zdi nekaj lepega. On, ki je do obisti poznal francoščino, ko je prevajal v slovenščino, je začutil, začutil, kaj mora povedati, je začutil duha. No, mislim, da je bil on še večji prevajalec, sam pesnik, zato je potem, na to bom na koncu prišel, zato je Danteja odlično prevedel. In ravno prejšnji mesec sem govoril z Sergejem Pahorjem, ki je poslušal Danteja na italijanski televiziji, odlomke, in potem je šel iskat Zapudrov prevod in pravi, neverjetno, celo melodijo, ritmiko Danteja je ujel, ne samo pomen. In pravi, in slovenski mlad človek ima to prednost, da lahko Danteja bolje razume kot Italijan. Vi si Italijanka, did you read Dante? Did you understand? Bravo, to je ena redkih, ki ga je razumela, ampak izgleda enako poprečno nadarjena kot mladi ljudje, ampak kaj želim povedati? Poprečen mlad človek, Dante v izvedniku ima staro italijanščino, ga zelo težko razumeti. Medtem, ko ga pa njegova slovenščina je čudovita, ne bom rekel, da je arhaična, tudi ima starejše izraze, ampak je povedna in teče, izjemno lepa, tako da smo Slovenci na boljšem kot Italijani, glede Danteja, zahvaljujoč Andreju Zapudru. No in tak je bil tudi v ostalih prevodih, tudi ko preidemo na druge avtorje, ki jih je prevajal, to je Henry Bergsona, pa Kierkegaarda. Kierkegaarda je celo z nemščine prevajal, v njemu je gimnazijska nemščina zaživela in celo izvirnik danščino je razumel zaradi tega, ker, kot pravi, ker je bil genialc, mož duha, duhovni aristokrat, tudi duha iskal v literaturi in znal je priti v duha samega besedila. In se mi zdi, in to, kar je bilo najlepše, ko je pisal o Henry Bergsonu, jaz sem rekel, a si ga ti kdaj srečal? Je rekel, ja, v knjigah že, seveda, gotovo Bergson je umrl med vojno, ker ni mogel srečati. Ampak on je, ko je pisal, ko je imel rad avtorja, se on tako z njim pogovarjal, kot da je to njegov prijatelj, kot da je tista oseba, s katerim sta v kakšnem kafeju v Parizu kaj skupaj pila kavo. No in ampak, gledajte, zopet ta svoboda duha, znal je odlično razložiti pri Bergsonu, kaj je to elan vital, to je življenjski polet sila. Zopet tu mu je bil Henry Bergson blizu, podobno kot je André Chardin, ki je bil to silo. Takrat, ko je on govoril, takrat smo imeli občutek,
da besede vrejo iz njega, pa ne banalne besede, strašni odtenki, da si duh izposodil njegov besednjak, njegove besede, neke stvari nisem mogel verjeti, da jih je mogoče tako izjemno pronicljivo z odtenki povedati tudi v slovenščini. No, ampak zanimivo je, da kot je gospod Korinčič povedal, da njegov esej pri Bergsonu je bil spremna beseda eseju v smehu. In to ni slučaj, kajti Bergson je bil svoboden človek in je pokazal, da je to pravzaprav zahteva inteligence, da tisti, ki se ne zna smejati, ni inteligenten. Se pravi, nekdo, ki je inteligenten, bo videl strašno nelogičnost in bo tako kot otrok, bo znal se zasmejati in kot otrok bo tudi on znal povezati, se smejati in reči, cesar je nag. Je nelogično, da bi cesar hodil nag po svetu, in otrok se bo smejal. In on je imel to inteligenco, da videl nelogičnost političnih sistemov pa vsake inštitucije in se znal smejati. No in še ena stvar se mi zdi ni cebat, tisto kritiko, ki sem jaz enkrat o svoji knjigi dobil, francoski iz filozofije, madame Catherine Chalier mi je rekla, on jo je poznal, Andrejca Buder, je rekla, zahvaljujoč vaši knjigi bojo nekateri izvedli za filozofske ideje, zakaj nikoli ne bi. Se pravi, ne bom vas gnalo z filozofskim traktatom, ampak samo naj povem, da Bergson z razliko od Kanta ni razpoložil človeka na duha, lepoto, etiko, da je to čist svet, neskončni svet zase, ki ga lahko samo intelektualec razume in ki nima nič opraviti z človekovim čutnim senzualnim življenjem. Bergson govori tudi o izkustvu, čutnem izkustvu, pa tudi religioznem izkustvu. Se pravi, da Bergson pokazal, kako lahko duhovno življenje, se pravi mistično življenje, brizgne ali človeka znemiri in omogoča novo inteligenco. In tukaj, jaz sem se raz s njim srečal, se veste, kako si v gimnaziji slišiš, da nimaš znanstvenega svetovnega nazora, da sem srečal svobodnjaka, ki je bil ponosen, ki je bil prostodušen, ki je stresal inteligentne stavke in to inteligenco jo on seveda po svoji naravi, ker je bil izjemno tudi prebudjen v razumu, ampak najvišjo inteligenco je pa on na to še prišel, dobival iz duhovnega življenja. No in tukaj, da ne bom predolg, tukaj mu je bil potem blizu tudi Zoran Kierkegaard, ali pa Kierkegaard, pravimo zdaj, torej danski filozof, lahko rekli prvi eksistencialist, ki je prav tako gojil ironijo, se pravi duhovitost na tem svetem in ki je zahteval človekovo spremenitev, osebno preobrazbo, da človek prije do resnice, da že živi, da gre on kraj. In tukaj je Andrejca Buder ogromno vse življenje doživljal osebno preobrazbo. Se pravi, njegove ideje so meso postale, ampak njegove ideje so bile njegovo meso, njegovo telo. Se pravi, to je bilo prepleteno s čudnostjo življenjem, z eksistenco in zato mu bil tudi Kierkegaard tako blizu. No, ampak strašno zanimivo je, da v svoji knjigi tudi o Kierkegaardu, ki
ki jo je prevajal, se je navduševal nad Kierkegaardom, da se je Zoran znal kregati z Bogom. To je strašno zanimivo, ne? Da je to višek svobode, da se človek ne da posluša Boga, ampak da se mu tudi zoprstavi, seveda ga potem najde na višjem nivoju. No in Kierkegaard se je kregal z Bogom oziroma je zamiral Abrahamu, zakaj Abraham bil pokoren, ne bi smel biti. Ampak potem pravi, da sta dva sina, eden, ki reče, da bo šel vinograd in ne gre, in drugi, ki pravi, da ne bo šel, ki reče naprej ne in gre, in da tisti ta drugi je ta pravi in pravi, tako sem ga razumel, to sem jaz, najprej rečem ne, tudi Bogu rečem ne, potem pa grem globino in razumem drugače in rečem ja in to naredim, ne. Skratka, to ti njegovi paradoksi in njegova izjemna, izvirna, bom rekel, duhovnost. No in rekel, in tukaj je bil tako svoboden, da bom rekel, da je edini od krščanskih mislecev slovenskih, preko Bergsona, preko Zorana Kierkegaarda, Teilhard de Chardina, razumel današnji trenutek, tudi današnji trenutek slovenskega krščanstva. On ni čakal polomijo zvonov v Mariboru, ampak je vedel, da se bo to zgodilo. Ni poznal podrobnosti, nobenih stvari ni poznal, ampak vedel je, da je to logika stvari, da se bo tako zgodilo. Zakaj? Ker je ugotovil, da nek velik paradoks, ti misleci so ga učili paradoksa, je ugotavljal, da je v Evropi, na sodnem svetu, krščanstvo žrtev svojega uspeha. Da je krščanska etika preko človekovih pravic postala univerzalna etika. In da tukaj krščanstvo enostavno ni več izvirno lahko v konkretnosti, v dejanskosti, ampak sicer idejno, če ostanemo samo pri človekovih pravicah, te so utemeljene na razumu, na umu, ne potrebujemo krščanstva. Danes ne, ker je to sekularna etika, je sprejela krščansko etiko. Ostaja pa duhovno izkustvo, mistično izkustvo, tisto osebno srečanje z Bogom, ker človek doživi enkratnost, izjemnost, neponovljivost in ker zna tako ljubiti kot nišče drug. In on je vedel, da se te stvari ne dajo izrazi z besedo, tu in tam z poezijo, ampak sveto na novo nekako prebudijo. In na koncu je vedno upal, da Slovenci ne bomo zamudili ta zgodovinski trenutek duha. No in sami vemo, zgodovinski dogodki so nastopili, da tisti, ki so najbolj odgovorni, ki so najbolj bili navdušeni nad ekonomskim uspehom slovenske cerkve, danes govorijo obratno, govorijo samo o osebnem izkustvu. No in Andrej Capuder je bil velik, njemu ni bilo treba doživeti polomije, da bi se spreobrnil. On se to spreobračal vse življenje in s tem živel. No in v tem duhu sedaj predajam besedo našemu Igorju Škaperletu, ker bo te misli on še lepše in drugače povzel preko te čudovite knjige, povest o knjigah. Hvala, dober večer, lepo pozdravljeni. Čeprav ga ni več med nami, Andreja Capudra, profesorja, pisatelja, pesnika, je vseeno je lepo se sreča z njim, z njegovo mislijo, z njegovimi deli. Nekaj bom ponovil, seveda, kar je bilo že rečeno od njem, nekaj svojih misli izrazov,
Poznala sva se tudi osebno. Najprej sem ga kot študent zelo rad bral, se veliko naučil iz njegovih del, zlasti iz njegovih esejev, potem sem začel brati tudi njegove romane, spremne besede, potem sem imel tudi to veselje, da sva se osebno srečala in vedno našla kakšne zanimive, tudi inteligentno, duhovite skupne točke. Bil je imeniten, izjedno kvaliteten pisec, pisatelj, pesnik, esejist in odličen, kot je bilo tudi že rečeno, prevajalec. Znal se je vživeti v avtorja in verjetno, ker je bil sam tak, po duhu, po značaju, po mišljenju, ujeti tiste paradokse, protislovja življenja, ki stvarjajo človeškega duha. Zanimala ga je po eni strani mistika, bil je globoko, kako lahko pač svoje strani rečem, globoko veren, ampak seveda na svoj način krščansko veren, duhoven človek. Po drugi strani ga je zanimala tudi filozofija, poleg književnosti, bil je profesor za francoski jezik in romanske jezike in književnost in bil je tudi v politiki, kjer smo ga tudi vsi spoznali, se ga spomnimo in tudi kot politik je bil imeniten, zato ker je znal, če tako rečemo, inteligentno razjeziti ali pa spraviti v zadrego sogovornike oziroma nasprotnike. V prvi demosvoji vladi se spomnim, enkrat smo bili še na srečanju v Dragi, v Tržaškem, ko je bil Peter Le, predsednik vlade, pa smo bili na skupnem kosilu pri pisatelju Reduli. Tudi Andrej Capuder je bil zraven in rekel, ja, morda bo to prva Peterletova vlada, pa bo potem še druga, ampak seveda potem so mlini šli drugače, ne? Omejil bi se najprej na njegovo zbirko romanski eseji, ki je šla pri založbi Tržaškega tiska leta 1987, to so bila še zadnja leta Jugoslavije. Jaz sem bil takrat študent na književnosti in pa na sociologiji kulture, kjer je prevladovala, kako še vedno prevladuje, ta liberalistično-levičarska usmeritev, kritična, pa tudi odkrito nasprotna vsakršni pravi duhovnosti, celo proti književnosti v običajnem pomenu. Ti eseji posvečeni, namenjeni, potem so nekateri bili tudi kot sprednja beseda, namenjeni velikim avtorjem, so mi dejansko odpirali obzorja. Tu je govor o Danteju, o Petrarki, pesniku, ki ga je tudi prevajal, Trubaduri, potem pa Petrarka, 14. stoletje, govor o Bergsonu, ki ga je spremljal vse življenje, profesor Capuder, Andrej Capuder napisal tudi imenitno knjigo, ki je bila mogoče premalo pri nas odmevna o Henry Bergsonu, misel, intuicija in misel, oboje. Potem pri samih romanskih esejih o Comanchu, spravi ta renesančni ep, odkrivanje sveta, Luziada, Miguel de Unamuno, to so španski avtori, tragično občutje življenja. Zakaj? Zaradi napetosti med jazom, človekovim jazom, osebnostjo, idealom, ki ga nosimo v sebi, ker ima človek v duši na nek način zapisan spomin na tisto idealno stanje in zunanjo, praktično, fizično, družbeno realnostjo in konflikt tu vmes. Ernesto Sabato, to je bil argentinski pisatelj, imamo v slovenščini imeniten, tudi zahtevan roman Junaki in grobovi, ki ga je prevedel Andrej Capuder iz španščine. Ernesto Sabato, Srečko Kosovel, v tej govorim še zmeraj o romanskih esejih, imeniten esej o Srečku Kosovelu. Ena je groza, če damo vse drobnarije proč, je ena taka huda groza in to je bivanje, biti v svetu. Esej o Alojzu Rebuli, zamejskem, slovenskem, tržaškem pisatelju, ki tudi sam Rebule znam po svojih kolumnah v družini, pa po imenitnih romanih.
zlasti v Sibilinem vetru, Smer Nova zemlja, imenitni esej, tudi ti mogoče malo manj znani, Anusa Rebula, se tudi na nje opre Andrej Capudar. Neznano drevo Anusa Rebula je naslov. Ker tudi sam Rebula, podobno kot ljudje, duha, podobnega kot ga je imel tudi Andrej Capudar, iščejo vedno, to je sicer rek iz stare Grčije, profesor Gantar nas tu lahko še poduči, težko ravnotežje med miro, pravo miro in misterijem, iskanje skrivnosti in hkrati prava mira. Potem pa Bergson, ki je bil že omenjen, Kierkegaard, danski mislec, in pa potem seveda to iskanje neke preko Chardina, neke kozmične, neke eschatološke vizije. Iz teh esejev sem tudi prvič zvedel recimo za mistika Joachima iz Floreja, Gioacchino da Fiore, Joachim da Fiore iz Kalabrije, doma, to je jug Italije, srednji vek, 11-12 stoletje, ki je govoril o 3 dobah. Doba očeta, stare zaveze, stare postave, zakona, doba sina, Kristusa človečenje in hkrati s tem človečenje tudi seveda ustanova cerkve, cerkev in tretja doba, ki pa še ima priti, doba duha. Mislim, potem so to idejo tega Joachima da Florija zlorabile mnoge ideologije, na levi in na desni. Tretje kraljestvo, ki pa kraljestvo čistega duha. To je imenitno Henri de Lubac, eden od koncilskih očetov na drugem Vatikanskem koncilu, teolog francoski, je pisal tudi tako veliko knjigo Mesijanski duh Joachima da Florija. No, preko profesora Capudra, vidite, tudi take manj znane stvari poznal in sem mu še danes hvaležen, da sem prav preko branja njegovih spisov tudi te stvari odkrival. Ujel je, znal je seveda ujeti napetosti velikih ustvarjalcev, imeniten prevod božanske komedije, Dante velike pesnitve, pravi sam Capudar na začetku, če želimo našteti delo, božanska komedija, neizmerno delo, mimo katerega ne more nihče, ki bi rad na prste ene roke skrčil seznam največjih literarnih umetnin, kar jih je ustvarilo človeštvo. Homer, Dante, Shakespeare, na eni roki. Ampak, veste, profesor Capudar je poznal tako vsebino, religiozno, teološko, zgodovino in hkrati sam je bil seveda pesnik in sam je čutil tudi to kreativno, ustvarjalno napetost med izrazom in duhom v človeku samem. In tudi v tem eseju točno na ta način spremlja Danteja in ki ga je tudi sam prevajal. Ima tiste, ko pride Dante, potem z Beatrice, Bogomilo, pred sam raj, pred samega Boga, sreča Devico Marijo, Vergine Madre, Figlia di tuo figlio. Poglejte, če jih sam preberem, kako gre v slovenščini. Devica, mati, sinu, svojemu sinu hči prelepa in kot nihče ponižna in visoka obljuba davna Božjega si sklepa. Človeško je naravo tvoja roka povzniknila tako, da je izvolila beseda, logos, za svoj dom je nje otroka. Ljubezen večno ti si zanosila, ki v njeni tu gorkoti zopet živi, nebeška roža je tak cvet rodila. Tu gori tvoj obraz nam ljubeznivi je sončna luč, a zemljo mirajoče studenec upanja si neozadljivi. Tako gre lepo, vidite, s pravo intonacijo, 3 vrstične kitice Danteja, žensko rimo na koncu in seveda profesor Capudar se tudi ustavi, tam, kjer se je na koncu svoje velike pesnitve Pekel, vice, nebesa, skupaj 100, speval pred samim Božjim prestolom, pa tudi Dante, da zna, tu pa tudi qui anche l'alta poezija manko posa, tu pa tudi najvišja poezija ne zna več povedati, ne zmore. In tako se konča. Tu lastna pamet
pred Božjim prestolom, Dante piše, to lastna pamet ni zadostovala. Že udaril mi v premislek trezen je Božji blisk in luč se mi ožgala. Z vso domišljijo nisem videl čezen. A že sukala voljami željami, kot utečeno obroč, ki vzdržuje svet, je ta ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami. To so imenitni esej, potem sem pa hotel spomniti še na to zadnjo večjo knjigo, za katero je dobil tudi nagrado, Rožavančevo nagrado za najboljše eseje v letu 2017, mislim, da je bilo to Povest o knjigah, ki pa je imenitno zelo posrečeno napisano delo, to je 4 življenj, zelo prav spet, pokor so vsa njegova dela, kulturno, zgodovinski, intelektualni, duhovni sprehod, izjemen panoramski pogled čez intelektualno zgodovino človeštva, 4 povest o knjigah, nekako avtobiografsko tudi, pot njegovega oblikovanja, odraščanja, spoznavanja, deček, mladenič, mož, starec. In ima, veste, začne od Vinetuja, David Copperfield, očetova knjižnica, Prešernove poezije, prvem mladostnem delu dečka, potem mladenič, božanska komedija, Danteja, ki jo sam prevajal, bolezen za smrt od danskega misleca, filozofa, literata Kierkegaarda, Vojsta Rekard, veliki mistik iz srednjega veka, ki govori, da je Kristus, Božji logos, kako biva med nami v svetu in zgodovini, v svojem srcu, ga začutim in spoznavam, kot tudi Augustin, tudi piše, in interiore homine habitat veritas, ta introspektivni pogled ob seveda vsem zunanjem. Trubaduri, ljubezen nadaljavo, tragično občutje življenja, Don Quixote, španski avtori, ki jih je sam prevajal, poznal, komentiral, Stolec samote, Markeza, Junak in grobovi, tista zaostrena, tudi zašpičena poezija, ki se je profesor Capuder nikoli ni bal, Charles Baudelaire iz Francije, Henri Bergson, Pascal, potem obdobju moža, imeniten esej o Dostojevskem, tudi mislim, Dostojevski je velik avtor, največjih mogoče, tudi na prstih. Imeniten esej Štefan Zweig, včerajšnji svet, ampak profesor Andrej Capuder si privošči tudi, Štefan Zweig ima v slovenščini njegov včerajšnji svet. Zelo se je trudil, pravi Capuder, ampak nič ne razumel. Ja. Tako si privošči tudi take tovarišija, vidite, to še kakšna beseda lahko pogovoru, Edvard Kocbek, slovenska pa v pretekla zgodovina, njene zadrege, napetosti, protislovja. Chateaubriand, Amerika, francoski avtor, Odisej, s katerim ne more manjkati v imenitnem slovenskem prevodu profesorja Gantarja, tudi Dantega sreča, torej Andrej Capuder se ostavi tudi pri teh odlomkih imenitnih in prevedel tudi po Danteju vemo, da Odisej ni zdržal doma v copatih, potem ko se je vrnil iz trojanske bitke po 20 letih, 10 let, ampak je zbral še nove tovariše in šel čez Gibraltar pogledati, kaj pa tam novega. In tako tam v peku ga postavi Dante, kot srednjeveški človek. Ampak bi se še kar pogovarjal z njim, mogoče tako kot Andrej Capuder. In tako da ga Virgil preganja Dante, pojmo naprej. In potem na koncu Odisej reče, kar nas Andrej Capuder lepo spomni, Odisej reče Danteju, Dante reče Capuderu, Capuder pravi nam, razmislite, čemu ste se rodili. To je v prevodu profesora Capudera. Ni vaš namen živeti kot živali, da hodite v Interžbar in nakupujete zgodovine. Ni vaš namen živeti kot živali, kreposti, znanju naj bi vi služili.
Tretja doba, večno žensko, Goethe, ne, tisti idealizacija femme fatale, idealizacija ljubezni. Tretja doba, Henri Delbach, izpovedi, imenitele se, tudi tako sta z ženo, gospa Majdo, bila v Severni Afriki, nekdanji Namibiji, današnji Alžiri in Tuniziji, zgodaj je bil Avguštin doma. Se srečujeta oba tudi s temi avguštinovskimi izkušnjami in mislimi. Druga naša beseda proti koncu ti, ljuba cerkev, ki si že toliko morij pustila za sabo in pluješ naprej in mi s tabo. Sveti evangelij, predzadnji in zadnji sej zaobrnjena roža, to je tista nebeška roža, ki je Dante sreča na vrhu pred samim Božjim prestolom. Morda bi lete za zaključek, bi pa spomnil še na njegove izkušnje, ki jo je imel skupaj z ženo Majdo v Parizu in v Rimu, poleg imenitnih dnevnikov, diplomatskih izkušenj, kulturnih, je pa hkrati bil tudi ustvarjalec in napisal odlične eseje, ki so tudi ti mogoče malo manj premalo cenjeni kot nasplošno celoten njegov opus, menim, da je premalo cenjen v naši slovenski družbi, žal, ne. Bi prebral enega, vsak je dober, ne, tako, sem zdaj, ker ga ni več živega tu med nami, ampak nekje drugje, sem izbral tega enega proti koncu, kjer se spominja Andrejca Puder svojega brata, ki je bil, kot veste, kartuzijan v Pleterjah, tako kot Francesco Petrarca, tudi njegov brat, Petrarkov brat je bil tudi kartuzijan v južni Franciji. Tako gre njegov sonet. Boste že začutili tudi ta občutek za protislovja in notranje napetosti in igrivost in iskrivost in napetost duha, ki jo je imel Andrejca Puder v sebi. Verjetno sem te zgrešil, Kartuzija, odšla si mimo hišica meniha, tvoj mali vrt in tvoja izba tiha, ki hrup sveta zidov in ne prebija. Tam se po noči poje psalmodija in duša radosna v koralu diha, tam pesem vsa iz enega je stiha, molitev v njej postane poezija. Na koncu snideva se, verna brata, drug drugega počakava na strani, da v kup potrkava na Božja vrata. Ti, ki živel si skrito med zemljani, in jaz, ki pota ubiral sem bahata, naj angel nama vhoda ne zabrani. Hvala.